obiskovalce. Vesela sem, da smo se dobili tukaj in kar predajem besedo dr. Ježku. Hvala lepa, gospe direktorici, dr. Bredi Čenč-Juhan, za pozdrav. Seveda tudi v mojem imenu lep pozdrav prisotnim na novinarski konferenci. Posebej bi rad predstavil oziroma pozdravil docent dr. Dunjo Fabijan iz Društva matematikov, fizikov in astronomov ter Fakultete za matematiko in fiziko ter Andreja Luština iz Društva matematikov, fizikov in astronomov. Med nami je tudi Boštjan Gorenc-Pižama in Maja Bajžel iz Mladinske knjige. Vsi sodelujoči smo nekako v komisiji za poimenovanje planeta in ta zanimiva akcija nekako sovpada z našim poslanstvom. Namreč Prirodoslovni muzej Slovenije je začel že pred leti sodelovati z Društvom matematikov, fizikov in astronomov na področju astronomije. Na Slovenijo padajo meteoriti, ki imajo svoj izvor v vesolju. In tako smo se najdli ne samo prijatelji, ampak smo našli tudi skupne vsebine in z veseljem kot osrednji državni muzej podpiramo prizadevanja društva pri njegovem poslanstvu. V okviru te akcije smo danes tudi prinesli po dolgem času prvič 3 meteorite, ki imajo svoj izvor v vesolju, 3 kot največje kose, ki jih hranimo v Sloveniji in nekaj publikacij. No, o sami akciji pa boste na začetku največ povedala iz prve roke docent dr. Dunja Fabijan in Andrej Guštin, zato jo vabim k besedi. Hvala. Lepo pozdravljeni. Letos Mednarodna astronomska zveza praznuje 100. obletnico obstoja. To je organizacija, ki združuje profesionalne astronome iz vsega sveta. Ta organizacija je tudi zadolžena za uradna poimenovanja zvezd, planetov, kometov in tako naprej. Se pravi, oni so skrbniki nad tem. Sicer lahko kupite pri kakšnem podjetju možnost poimenovanja svoje zvezde, sem to ne velja. Ta organizacija se ukvarja tudi s popularizacijo astronomije in ob 100-letnici je te popularizacije, se pravi približevanja vesoljskih čudes širši javnosti mnogo več kot sicer. Ena od teh akcij je tudi poimenujmo planet zunaj Osončja, eksoplaneti in pravimo. Države, ki so se prijavile, med njimi smo tudi mi, so dobile pravico do poimenovanja torej planeta zunaj Osončja in materinske zvezde, torej zvezde, okrog katere ta planet kroži. To recimo, da je enkratna priložnost, poimenovanje je pa seveda javno. To pomeni, da javno zbiramo predloge za te 2 imeni, ki bosta potem sprejeti pri IAU, torej Mednarodni astronomski zvezi. Prepuščam besedo Dunji, da pove kar par podrobnosti. Jaz bom pa ta čas pokazal malo animacije, ki bo v ozadju, če se bo. Okay. Torej, jaz še eno stvar bi pri tem poudarila, da je letos geslo, pod katerim potekajo vse te akcije, se imenuje 100 let pod skupnim nebom, ob 100-letnici Mednarodne astronomske zveze. Zdaj pa nam je bil pa na začetku sicer dodeljen en drug planet, potem smo pa prosili za nek planet, ki bi bil viden poleti iz Slovenije seveda, in slovenski egzoplanet je zdaj VASP 38b. Nahaja se 446 svetlobnih let daleč stran in njegova materinska zvezda je VASP 38 in sicer ni vidna s prostim očesom, ker je šibkejša, ima 9,4 magnitude, ampak jo lahko zaznajo teleskopi in to že teleskopi recimo ljubiteljskih astronomov. Nahajata se seveda oba v zvezdju Herkula. In zdaj kaj več informacij o tem, torej podatki o sami zvezdi je nekoliko večja od Sonca,
pa nekoliko bolj vroča od Sonca. Planet ima pa polmer, ki je skoraj enak Jupitrovemu polmeru, ima pa 2,5 večkrat večjo maso od Jupitra. In glede na opazovanja pač astronomi domnevajo, da ima gosto kamnito sredico in pa je pa plinast planet. Takile planeti se imenujejo vroči Jupitri, ker so zelo blizu svoje matične zvezde. En obhod naredi, če so pravi podatki, v 7 dneh, je pa zelo, zelo blizu svoje zvezde, torej na orbiti na razdalji 11 milijonov kilometrov od svoje zvezde. Zdaj nahaja se, torej, kot sem že rekla, v ozvezdju Herkula in je bil odkrit z programom, ki se imenuje VASP, in ta program deluje tako na severni kot na južni polobli. Sestavlja ga 8 manjših teleskopov, ki skupaj, oziroma kamer, ki skupaj pregledujejo nebo. Na severni polobli se to nahaja na La Palmi, na južni polobli pa v Južni Afriki. In ti pregledi neba v bistvu so namenjeni temu, da se pregleduje zvezde in se iz seva zvezde in spremembe iz seva zvezde skuša razumeti, ali je preko oziroma med nami in zvezdo prešel njen planet. In na ta način so odkrili več kot 100 planetov s tem sistemom in odkritje pa tega planeta, ki je bil dodeljen Sloveniji, so pa predstavili v članku leta 2011, torej gre za planet, ki je bil odkrit pred 8 leti. Jaz bi zdaj Boštjana vprašal, kako zdaj smo dobili uradno, formalno pravico za poimenovanje planeta, vesoljskega telesa. Zdaj, tako iz astronomije vemo, nekaj kometov in nekaj asteroidov. Mislim, da imamo 7 ali 8 asteroidov po Slovencih, nekaj kometov, sprav zapisani so med zvezde, zdaj bomo pa javno to. Kaj se ta ideja tebi zdi tako? Meni je super ideja. Sicer je res, da se ne moramo počutiti prav unikatne, glede na to, da je to po celem svetu akcija, ampak je pa lepo tudi pač videti, da smo se znašli v tej druščini in že zadnji. In mislim, da se prav veselim izbiranja teh imen, kaj bo, ker si predstavljam, da v dobi interneta in tudi kakšnih internetnih šal bojo poleg kakšnih zelo resnih in kakovostnih imen verjetno prišla tudi kakšna taka, za katero bomo na prvi pogled takoj vedeli, da mogoče ne bomo poimenovali planeta potem, ampak bomo pa lahko zaploskali kreativnosti predlagatelja. In jaz vidim, da to je super, da obeležimo. Zdaj, moja čisti tako osebna preferenca bi bila, bi seveda potegnil neko kakšnega sveta kulture, verjetno. Zdaj, glede na to, da smo, koliko smo rekli, 446 let svetlobnih oddaljeno, se pravi, da je tista svetloba, ki jo mi gledamo, oziroma se jo gledali takrat, ko so ga odkrili, je ravno enkrat v Trubarjevih časih nastajala. Tako da, ne vem, bojo ljudje tudi toliko zgodovinsko razmišljali, ampak se veselim tega odgovornega dela, da bom zraven pri tem, da bomo nekoga ovekovečili za zanamce na nebo, sploh potem, ker, ko smo že prej rekli, smo se o teh planetih pogovarjali, da bo to, da vemo, da je to nek planet, ki bo obstal, pa se mi zdi, da je tudi zelo tak fin za Slovence, ker se skozi prepričujemo, da smo v neki naglici, glede na to, da koliko 9 dni potrebuje, da 7 pa nekaj, da obkrož leto, da obkrož svojo zvezdo. Tako da mogoče ljudje razmišljate kaj v hitrostno smer. Zdaj, ampak pa morajo biti pa mrtvi že ljudje, Ja, 100 let morajo biti mrtvi, tako da zdaj nekateri so zamudili. Pa 2 imeni imamo, še za zvezdo, nekako morata biti 2 imeni povezani. Izogibamo se ČŠŽ, da je pa mogoče celo, da če uspe, da bi bili povezani imeni, da imamo neko tako luštno kombinacijo potem. Zdaj, kakor smo videli že teh v pretekli akciji, ki se je zgodila 2012-2014, je bilo, zelo so bila ta imena, ki so jih takrat sicer v manjšem številu držav izbrali,
prek natečajev zelo zanimiva. Nekatera so segala v mitologijo, nekatera so se dotikala raziskovalcev vesolja, astronomov iz minulih dob do nekih čisto sodobnih imen, ki so jih prilepili tem eksoplanetom, tako da dajte poslati, pa se pravi, mogoče razmišljite v smeri hitrosti, v smeri, jaz navijam za kulturo, ker pač zdaj, glede na to, se bi rekel, dajte pižama, sem še preveč živ za enkrat. Odlično, pol te bom še nekaj vprašal. Maja Bajža z Mladinske knjige pokriva torej starostno skupino nekje od 8 naprej, pa tudi do 100. Ja. Kako se tebi zdi zdaj ta, a je to zanimivo za take medije, kot ste vi? Jaz mislim, da zelo. Glede na to, da mi vsak mesec objavljamo po en članek z področja astronomije, da so naši otroci strašno zainteresirani in ogromno vedo, ne? Mi smo šli malo na teren pogledati in vejo fantki posebej ogromno. In moja želja je pa, da bi otrok poimenoval ta planet, ne odrasel. Ne? Mislim, tako bi bilo fajn, ne, da je to otrok, tako kot za Plutona recimo. Ne? Iz zgodovine vemo, ne, ja. Da ime Pluton je dala 12-letna deklica, ne, iz Anglije. Ja, to so naši bralci. Ne, se pravi, pred skoraj 100 leti. In to nekako je tudi ta logika. Vemo pa, kako se obnesla, kot da otrok ime planetu, ne? Da pa ni več planet. Ni več planet. Ta ista organizacija IAU je seveda ne pred dobrimi 12 leti ukinila Pluton kot planeta, ni ga pa uničila. Zdaj bi še kakšne zanimivosti, torej tukaj bi vprašal tebe, Pižama, zdaj, če damo neko nenavadno ime temu planetu in kako bomo potem prebivalce tega planeta poimenovali. Bomo počakali, da premaknemo. Ja, zdaj glede na to, da mislim, da pri poimenovanju prebivalcev se ne bomo mogli šejem pa čejem izogniti, ne? Ker slovenščina zelo tako lepo daje. Ampak ne vem, če dajo, ne vem, mogoče ime Andrej, a ne, bojo, ne vem, Andrejani ali Andrejščani. Ampak predvsem mislim, da je to vprašanje, ki se ga bomo dotikali potem, ko bodo enkrat stopili v stik z nami. Ne. Tako da je pa fino, nikoli ne veš, kaj se zgodi, je zelo dobro, da jim damo dober ime, da se ne prišli zaradi tega potem pritožiti, ne. Da pošljajo kakšno vagonsko ekipo, ki dela obvoznice na nas dodatno zaradi tega, ker bi bili razkurjeni, kako smo jih poimenovali. Hvala. Zdaj, Dunja bi še povedala še druge aktivnosti, ki so letos povezane s tem mednarodnim stoletnico IAU. Torej, povem lahko, da so bili doslej smo izvedli kar nekaj dogodkov. Zdaj, pri tem je potrebno poudariti, da ko pišemo o teh dogodkih, pač so to dogodki, ki jih prirejajo tudi astronomska društva in pa ostale astronomske, recimo, skupine okrog po Sloveniji. Tako da mi samo prosimo, če se kdo nam pridruži pri tej akciji, potem pa dobimo odziv in odziv je zelo vidljiv, no, predvsem v tem letu. No. Tako da jaz bi poudarila, da smo v tem letošnjem letu že izvedli 100 ur astronomije, januarja letos, to je bilo 100 ur v dneh od 10. do 13. januarja, ko so se zvrstila razna predavanja in razne astronomski dogodki, tudi opazovanja. Potem smo imeli opazovanje po Sloveniji popolnega luninega mrka, vedno januarja leta. Potem smo pa že februarja bil dan žensk in deklet v astronomiji. Potem je pa čez celo leto, torej od februarja do maja in pa še potem, so potekala razna predavanja in dogodki širom po Sloveniji. Zdaj naslednje stvari, ki se bojo zgodile, so pa vsaj dve, ki jih velja poudariti. Prva je akcija Slovenija pod skupnim nebom. Gre za javno opazovanje, ki bo potekalo istočasno iz več lokacij po Sloveniji. Zdaj pridružile so se nam vsaj 15 šol, sem zadnjič naštela. Mi smo jih postavili na zemljevid, tako da pokrivajo v bistvu skoraj celotno Slovenijo. In zdaj namen te akcije je bil na začetku, ko smo jo planirali, da bi jo izvedli že na začetku septembra, ampak potem se
je stvar nekoliko izjalovila, torej nekateri so uspeli opazovati, nekateri pa ne, zaradi vremena, pač september je pač tak malo vremensko muhast. In načrtujemo torej, da ta nadomestni termin, torej jutri, v petek 20. septembra, bo pa prinesel marsikaterega mladega opazovalca pred teleskop, da bo lahko stopil in pogledal malo v nebo. Potem pa naj še poudarim razstavo. Mednarodna astronomska zveza je ob tej priliki tudi naročila razstavo oziroma naredila razstavo, ki smo jo prevedli v slovenščino, imenuje se Preko vseh meja in je na razpolago, torej se jo lahko naroči tako v angleščini kot obstaja tudi verzija v slovenščini, ki se jo lahko prosto sname iz spletne strani portala v vesolje in jo lahko pač šole tudi in društva in kdor si želi predstavi na primeren način. Dobro, zdaj pred vprašanji novinarskimi, zdaj, če ima... Če dovolite dodal, jaz bi čestitev Društvu matematikov, fizikov, astronomov, da ste tako dobro upeti v to mednarodno sodelovanje in v bistvu ste v Slovenijo pripeljali čast in dolžnost za poimenovanje, za predloga za poimenovanje eksoplaneta in svete v Sloveniji. Namreč pri meteoritih je tako, da ko meteorit pade na nek prostor, se ga poimenuje po najbližjem mestu, se pravi, da je prepoznavno geografsko. Tukaj ste pa dejansko dali možnost mitologiji, kulturi in tako naprej. Dejansko bo Slovenija dobila eno lepo ime, prepričan, ki bo s ponosom za naše zanamce še bilo, ker mislim, da podobne akcije še dolgo časa ne bo, tako da naprej z strani muzeja čestitke in sem prepričan, da bojo predlogi tudi s pomočjo današnje novinarske konference še številnejši, še boljši, tako da se zahvaljujem za vaše poslanstvo. Hvala lepa. Zdaj, to je odvisno od novinarja, lahko postavite zdaj vprašanja, potem bi pa pokazali malo animacije tega s komentaricam, to pomeni, da je treba mikrofone preseliti, kako želite. Naredimo prezentacijo. Okay. Pa bi prosil, da te mikrofone prijale, ker je pa temo bodo naredili čisto temo. Torej, mi živimo na planetu Zemlja, s katerega opazujemo naše vesolje. Tisto, kar vidimo na nebu, so zvezde, bližnji planeti. Planete okrog drugih zvezd, za katere so že naši davni predniki slutili, da morajo obstajati, ker če obstajajo planeti okrog Sonca, potem morajo tudi ti planeti obstajati. Njihovo odkritje je prišlo zelo pozno. Prišlo je pred dobrimi 25 leti. Težava je namreč ta, da imamo svetle zvezde, okrog katerih krožijo temni kamenčki. Šele torej v zadnjih 30 letih se je astronomska tehnologija tako izboljšala, da lahko na različne načine zaznamo te planete. Zdaj, če gremo mi od Zemlje navzven, iz Osončja, si lahko ogledamo to našo galaksijo, ki je taka sploščena spiralna palačinka. Mi smo ne čisto na robu, ampak dokaj na robu te palačinke, kar je po svoje sreča, da ni pregosto območje zvezd in od tu mi zdaj opazujemo. Do danes poznamo potrjenih približno 3700 planetov okoli drugih zvezd.
Na tej grafiki so upodobljeni ti planeti, ti eksoplaneti z rdečimi pikicami in rdečimi črtami, ki povezujejo smer od Zemlje proti tem planetom. Zdaj, če pogledamo, ne, se zdi, tukaj je gor tale strašen snop, ne, kjer je ogromno najdenih eksoplanetov v določeni smeri, je posledica tega, da je v tej smeri opazoval satelit Kepler, zelo majhen predel neba, in je do razdalje nekaj tisoč svetlobnih let odkril na tisoče planetov. To pomeni, da če bi imeli veliko takih satelitov in bi gledali v druga območja, v katera nismo gledali, če si takole pogledamo, bi tudi našli praktično pri vsaki zvezdi planete. Zdaj, naš eksoplanet, slovenski eksoplanet, ki še nima svojega imena, ampak je trenutno označen ima oznako VASP 38b, bomo probali se zdaj spustiti skozi galaksijo do njega. Se nahaja približno 450 svetlobnih let od Zemlje. Zaenkrat je edini znani planet pri tej zvezdi. Ni nujno, mogoče ima ta zvezda tudi več planetov. Zdaj, kot se bomo z animacijo dovolj približali, bomo videli tole zvezdo VASP 38 in pripadajoči planet, ki kroži zelo blizu nje. Zdaj, kaj je sreča, da tak planet lahko sploh astronomi odkrijejo? Sreča je ta, da leži orbita tega planeta v isti ravnini, kot mi gledamo zvezdo. Zdaj, če si pogledamo tole, ko gre planet pred zvezdo, jo za kratek čas, vidite, zastre in takrat, če to zvezdo opazujemo, se zdi, kot da se je svetlost te zvezde zmanjšala. To je ena od metod, kako eksoplanete lahko iščemo. Zdaj, zvezd je na milijone, milijarde, moramo jih stalno spremljati in te kratkotrajne, nekaj ur trajajoče pomežike, tudi odkriti. Zdaj, če bi to daljno osončje videli z vrha, to se pravi, to je takole, tukaj ne bi imeli nobene možnosti, ker planet v nobenem primeru ne bi prišel med nas in zvezdo. Da se počasi vrnemo nazaj na Zemljo. Zdaj, pri tem natečaju smo razpisali za amaterske astronome in šole še neko zanimivost. Če bi uspeli najprej to zvezdo pofotografirati na nebu, kar ni zelo težko, druga stvar je pa posnet to krivuljo, kako se svetlost, ta si zvezde zmanjša, ko gre planet med njo in nami. In moram povedati, da je to že uspelo enemu šolskemu observatoriju, zdaj ne bomo še objavljali imena, tako da imamo, se pravi, tudi v Sloveniji navdušence, ki lahko ta izredno nežen pomežik posname z današnjo tehnologijo. To bi bilo nekako vse, zdaj pa za vprašanje smo spet na voljo.
časopisa Ciciban, nista mogli priti na to tiskovno konferenco, ampak tudi v Cicibanu objavljamo že leta, torej nekako malo o znanosti, o astronomiji in tako naprej. Se pravi, začnejo mladi naši bralci v Cicibanu, nadaljujejo v Mojem planetu. Mislim, da ti dve reviji zelo lepo skrbita za podmladek, za zanimanje za to področje. Ena stvar, Dunja je tista, ki nadzira, ki ima roko čez predlogi, ki so prišli do zdaj. Dunja, nam lahko poveš približno, torej predloge zbiramo nekako dva meseca, dobra, 3. Ja. Jaz lahko okvirno povem samo, da je večina tistih, ki se prijavljajo posamezniki, torej predlog lahko postavijo tudi astronomska društva in ostale skupine, tudi šolske skupine. Večinoma, torej več kot 90% je takih, ki se vpisujejo kot posamezniki in še vedno imamo manjši odstotek mladoletnih oseb. Tako da okrog 13% je takih odgovorov oziroma predlogov, ki so jih oddale mladoletne osebe. Tako da bi želeli ta odstotek malo povečati, da bi se res razširilo. Nam lahko zaupaš kakšen zanimiv predlog, je bil vsaj lahko, ne bi? Ne bi, grejo pa predlogi v smeri, ki jo je prej omenil Pižama, tako da je veliko takih, ki črpajo iz zgodovine, slovenske zgodovine ali pa slovenskih zgodovinskih imen. Ne bom več pa verjetno boljše, da ne razkrijemo še, bomo naslednjič. V redu, probali smo. Torej, tisto, kar je pomembno, spremljate nas lahko na spletni strani portal v vesolje, na spletni strani DMFA Slovenije, pa mislim, da tudi na straneh revij, otroških mladinskih revij, mladinske knjige. Pižama imamo pa svoje. Ja, mi smo pa tudi dejansko smo se, tle je bila pravzaprav še ena druga povezava, ne samo kot to, da so me povabili v sodelovanje zaradi tega, ker pač naj bi znal z besedami, ampak je eden od teh, ki smo zraven tudi potem malo pri promoviranju te akcije in pri izboru, je tudi Boštjan Nahbar, s katerim skupaj še z Anžetom Tomičem ustvarjamo podcast Podrobnosti na mreži Aparatus, ki tudi zelo rad zahaja v razne take poljudno-znanstvene kotičke, s tem, da pač mi smo, priznamo, malo bolj v to popkulturno neko navezavo, ampak občasno tudi z določenimi strokovnjaki in nam je vse skupaj pravzaprav lepo prišlo, ker se nam zdi, da je to tudi, če ne drugega, ena luštna promocija znanosti, za katero se danes zdi, da jo določen odstotek ljudi jemlje kot nekaj, kar lahko s svojimi mnenji potlači. In je fino, da pridajo neke take zadeve tudi, da vidijo ljudje, da so lahko sami tudi del mogoče tega, da tudi če nisi zdaj glih nek fizik, astronom, ki vsakodnevno zre tja gor v nebo, tako kot pisatelj iz Zvezdice Zaspanke, da tudi lahko pravzaprav sam se nekako aktivno vključiš in mogoče tudi na ta način s tem poimenovanjem planeta s to akcijo še dodatno vzpodbudimo zanimanje za astronomijo med mladimi, pa tudi mogoče kanček starejšimi. Ja. No, moram reči, da Boštjan Nahbar bi ga lahko vrstili med amaterske astronome, ima teleskop in opazuje. Sicer iz daljnih krajev, ampak ja, ta ljubezen je v njemu, pomeni, da astronomija je za vsakogar. A bi mogoče še enkrat ponovili, kako dajo glas? Tako Torej, glas oziroma svoj predlog, 2 predloga, ker sta povezana, torej za planet in za zvezdo, lahko vsi oddajo preko spletnega obrazca na spletni strani portal v vesolje.
Zbiramo vse te predloge do konca oktobra, potem se pa bomo novembra zbrali, komisija, in zelo temeljito pregledali vse predloge in poslali izbrani predlog na Mednarodno astronomsko zvezo, ki ima potem zadnjo besedo pri izbiri predloga. Tako da oni potem požegnajo nekje tisto, kar bomo mi izbrali kot slovensko ime za planet in za zvezdo. Ja, upam, da nas ne bojo zavrnili. Res pa je, da so baze torej imen gromozanskih astronomskih, ne? Tudi kot recimo, ko smo na Prirodoslovnem muzeju, je podobno, ne? Odkriješ novo žuželko, hočeš, da to ime pa je zasedeno že 250 let, ne? Mislim, ali pa rastlinco, ne? Tako da upam, da bomo uspeli nekako primerjati te predloge z znanimi torej bazami podatkov že poimenovanih vesoljskih teles. Torej obstajajo neke kratke smernice, kako naj bi se predlog oddalo. Zdaj izbrali smo jih približno 140. Smernice so pa glede dolžine samega imena. Naj bi bilo raje eno samo ime kot dve, oziroma ena sama beseda kot dve, ali več ločenih besed. Naj ne bi bilo šumnikov, to smo že povedali. In pač vse ostale stvari naj niso take, ne vem. Imena podjetij so prepovedana, živečih ljudi. Namreč treba je svoj predlog je treba nekako utemeljiti. Ne? Na spletni strani, v obrazcu treba predlog utemeljiti, kar pomeni, ne, recimo, lahko bi izbrali ime pižama, ampak z malo, pa se ne bi nanašali na njega, ampak ne. Pa bi bilo napisano z veliko, pa bi se lahko delali, da je. Tako, ne, recimo. Imamo te loophole, ki se da izkoristiti, tako da dajte jih izkoristiti ljudje. Nekje daljši seznam. Ja, že, ja. No, mislim, pustimo zdaj načeloma pustimo. Nekako nam se je zdelo, da če dobimo ime Vremščica, ne, da si predstavljate, kako bojo to v anglosaksonskem svetu izgovarjali. Ne. Tega si ne želimo, da bi naše ime, ne zato, ker se sramujemo, ne, šumnikov, sičnikov in podobnih stvari, ampak zato, da bomo potem še vedno lepo nekak ime, da kakšen Ž bo že. Ne. Ja, pa mednarodno potem se lahko uporablja. Torej, to ime postane res uradno ime zvezde, ne, in planeta. Tako da v znanstvenih člankih, če se bo kdaj omenjalo ta planet, se lahko omenja z lastnim imenom. To je kot za znane zvezde, ki jih bolj astronomi poznamo, ki jih znamo poimenovati. Tako da, ja, to je zdaj važno, ne vem, akronimov ne sme biti, pa številk noter v imenu, naj ne bojo, ne vem, hišni ljubljenčki, ali pa kaj mislim, to so zdaj verjetno pač po zdravi mečki pameti ne boš dajo taka imena planetom. Vedno se najde pa stran pota, ne, kako utemeljitev je lahko taka. Ja, pa važna je utemeljitev, no. Ja. Ta bo zdaj res pomembna, zato da bomo lahko izbrali ime. Ja. Jaz bi še mogoče omenila astronomsko revijo Spika, ki tudi sodeluje, časoris. Tudi, ja. Torej, to sta še dva urednika, ki sodelujeta v komisiji. In pa Andrajo, ne? Ja, in našo šefico, ki je teta iz ozadja, ona je vedno na konferencah in tako naprej pri pomembnih takih zadevah. Se pravi, profesor dr. Andreja Gomboc je v bistvu naša šefica in mi bomo vse naredili, ona bo podpisala in nekako tako bo. Hvala lepa. Hvala.